Ok, zdaj pa ostali, tisti, ki smo registrirali svojo domeno. Dajte pogledati v mail, hostko dobrodošli oziroma hostko neki podatki o gostovanju. Bi mogel biti en mail. Host, ja, to. Ne? Znotraj tega maila boste imeli 3 stvari. URL, ja, počakaš, bo, dela. Znotraj boste imeli 3 stvari. URL, uporabniško ime, pa geslo. Pa pejte zdaj na sledečo spletno stran. Se pravi, mojadomena.com, poševnica cpanel. Pa ne napisati moja domena, ampak pač tisto, kar ste registrirali. Ne? Tako, in v tem polju skopirate uporabniško ime in pa geslo, da dobite tole enako kot jaz. Počakaš, katarinahiti.com, potem boš pa njeno uporabniško ime pa geslo, se pravi, tole pa tole upisala noter. Obe dve boste mogla zdaj isto uporabniško ime uporabljati. Ne, uporabniško ime imaš tlele noter, zdaj v mailu. Katarina H, ne, samo Katarina, ja. Tako? Ja. Firefox software update, tega pa ne rabimo. Firefox pa je lahko primer. A za tega imena ne moreš več spremeniti? Kako to misliš? Tako, domen ne moreš spremeniti. Mislim, ti lahko pač domeno pustiš, da umre, mislim, da umre, da se jo izbriše, lahko vzameš drugo. Ne moreš pa spremeniti domene. Ne? Ok, v redu, kar pet nazaj. Tlele smo, lady next, ja, ok. Ok, malo se lovimo za tega, ker imamo zdaj pola, ne? Eni imate računalnike, eni imate počasne računalnike, eni pa, tako kot smo rekli prejšnjič, da boste registrirali domeno, ne? Vrej, jaz bi zdaj tukaj, za tiste, ki imate domeno, bi vam pokazal, kako se tukaj naredi vaš e-mail. Se pravi, info@vašadomena.com, tako da izgleda profesionalno in pa kako se to potem doda noter v Gmail, da bo ta e-mail lahko skozi Gmail poslan. Se pravi, dajmo narediti sledeče. Poskrolite do bloka e-mail, pa bomo najprej naredili 2 stvari. Vi imate lahko znotraj svojega gostovanja praktično neomejeno enih računov, ne, e-mail računov. Za razliko od kakšnega Wix-a, kjer plačujete po 5 € na mesec na račun, je tle pač, mislim, lahko date sosedu, lahko date družini, pač znotraj vaše domene. Ne. Potem imate pa lahko za hec samo preusmeritve. Ne. Se pravi, če bi želeli recimo imeti nek mail, prek katerega ne bi želeli pošiljati pošte, imate lahko recimo, ne vem, janesnovak@domena.com in vsa pošta, ki bo prišla na ta naslov, bo preprosto preusmerjena na nek drug naslov. Jaz to rad kombiniram zaradi tega, ker Gmail iz teh pop računov pogleda vsake, ne vem, pol ure samo, kdaj, a je kaj novega. Ne? Se pravi, nek mail, ki ga boste dobili 5 minut nazaj, boste pol čakali pol ure v najboljši situaciji, da ta mail dobite. Ne? Se pravi, jaz vedno uporabljam tole še zraven, katerikoli mail pride na vaš naslov, ga bo avtomatsko preusmeril na Gmail, Gmail bo pa potem lahko pošiljal maile kot vaš naslov. Tako da pejmo v forwarders najprej in pa dajmo klikniti tukaj na add forwarder.
In tukaj si bomo zdaj izbrali en naslov, en e-mail naslov znotraj svoje domene, ki ga želimo uporabljati. Ne? Jaz bom za tole vajo uporabljal domeno vitamini.si. Bom tukaj izbral vitamini.si pod domen, pa bom dal tukaj info@vitamini.si. Ja? Se pravi address to forward info@vitamini.si bo e-mail in tukaj spodaj imam forward to email address in tukaj bom napisal svoj Gmail naslov, na katerega bo potem vsa pošta avtomatsko preusmerjena. Kar še želiš, mislim, lahko imaš Lina, Afna, Lina, Piskor, lahko imaš whatever, ne? Mislim, to je pač, lahko imaš, ne vem, Godzilla, Afna, Lina, Piskor, kaj hočeš. Ok? In ko smo, ok, torej, info@vitamini.si, forward to this email address in kliknem na add forwarder. Zaenkrat še nimamo tega čisto pravega e-mail naslova in ga bomo naredili zdaj. Se pravi, jaz bom zdaj kliknil na tehle 9 pikic na levi, da pridem nazaj na cPanel in pa še enkrat bom šel na email accounts. Torej, zdaj bomo pa naredili ta prav e-mail naslov. In kliknil bom na add email account. In tukaj naredil isto, ne? info@vitamini.si. Zdaj pa tako, ne? Gesla, ki jih delamo za svojo spletno stran in ki bodo dosegljiva na internetu, please, nikoli manj kot 20 znakov, idealno 40 ali pa 50 znakov. Ja? Zato, ker ja, ne, v dobi, kjer se je uspešno udarilo v Yahoo, se je uspešno udarilo v MySpace, pobralo vsa ta gesla, ne? Imamo vsa ta gesla v nekih bazah, ne? In nekdo bo preprosto prišel za to bazo in bo rekel, ok, ne, mislim, imam 5 let cajta, dajmo probavati, ne, tink, 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 ne, in bo začel, mislim, z nekimi 200-300 naslovi, bo preprosto začel poskušati, ne. Tako da, kar se tiče gesel, ki so dosegljiva internetu, please, minimalno 20 znakov, ne, pa vsega boga nekih posebnih znakcev še zraven. Tako da, če posodabljaš računalnik in antivirusni program, je varno, ja. Zdaj, razen, če imate kakšen hud avtizem, si tega v življenju ne zapomnili, ne. Tako da vam predlagam, da uporabljate kakšno aplikacijo, kot je recimo LastPass, ali pa OnePassword, ali pa ne vem, 1000 drugih je, kjer v bistvu vpišete eno master geslo in imate potem shranjena vsa ta gesla in uporabniška imena, ne. Tako da nikoli, mislim, tudi za druge spletne strani, polagam vam na srce, nikoli ne uporabljati istega gesla na 2 straneh. Zato, ker enkoli se ne ve, kam je kdo udaril in pa potem ne, ima vaš e-mail pa geslo in bo poskušal kam naprej. Ne. Se pravi, bo iz Twitterja na Facebook, iz Facebooka na, ne vem, whatever, Instagram. Ne. Kako? Samo označ ga pa skupaj. Ja, da se. Imaš po moje to. Ja, mislim, si sad za ovo napraviti neko geslo, kaj več za drugu spletno stran. Aha. Isto je, če bi problem. Potencialno, ne? Za ovo što je. To je zdaj na tvojem računalniku, tako da tle ni takega problema, ne? Ampak če za ostale, ne, a veš, ta mail, ki ga bom jaz zdaj naredil, je online, ne? Kdorkoli lahko poskus se vpisati v ta mail.
mislim, ni to zdaj zaradi tega, ker mene kdo ne bi maral, da bi se začel hotel v moj email vpisovati, ampak samo zato, ker se da. Ne? In pač poskušaš. Ne? So ljudje, ki se bodo tudi v vašo spletno stran potem poskušali vpisati, če jo boste imeli online. Ne? Tako da pač bomo se, kar se tega tiče, zavarovali. Ok, imam geslo in kliknem na Create Account. Poink in počakam. Evo. Success. Account info@vitamini.si created. Imamo nov email naslov. Se pravi, jaz sem zdaj kliknil na View, tako da sem znotraj email accounts, kjer imam ta email naslov. In zdaj bomo mi to, samo sekundo, zdaj bomo mi ta mail naslov vstavili v svoj Gmail, da bomo lahko pošiljali kot ta email naslov. In sicer tukaj imamo Connect Devices, na katerega sem kliknil, in pa potem tukaj Set up Mail Client. Torej Connect Devices in pa Set up Mail Client, tako da dobim tele informacije z incoming pa outgoing server. Torej, skopirajte si nekam tale dva, se pravi incoming server in pa outgoing server. To bomo vpisovali potem noter v Gmail. Ok, torej, smo na Gmailu. In zdaj bomo, dajmo samo malo povečati. Zdaj bomo šli tukaj zgoraj desno na tole ikonico Settings in pa potem še enkrat Settings. Za tiste, ki imajo domeno, ja, tako, da imajo e-mail, da lahko svoj e-mail info@mojadomena.com uporabljajo znotraj Gmaila. Smo? In potem pejmo v Accounts and Import, oziroma kaj že, računi in uvoz je v slovenščini, torej Accounts and Import. In pa tukaj, kjer imamo Send Mail As, imamo tukaj Add Another Email Address. Torej Send Mail As in bomo dali Add Another Email Address. No. In odprlo se vam bo eno takole okence, kjer bomo zdaj najprej napisali tukaj svoj email naslov. Ja? Ne, to je zdaj svoj info, ne vem koga. Ne? Torej v mojem primeru info@vitamini.si. Tale možnost jo imejte obkljukano. Kaj to pomeni? Treat as an alias pomeni, da bo on ta nov mail tretiral, kakor da ste to vi. Ne? Se pravi, da pošta, ki bo prišla na ta info ali pa na ta Gmail, da ste to preprosto vi. Ko boste poslali, isto kot Gmail. Ne? Torej, dam svoj email noter in dam next step. Yes. Ja? A pa je ta mail tudi gre? Ja, seveda. Ja. Ker to je znotraj gostovanja, ne, ta mail. Tako da mislim, v trenutku, ko domena več ni aktivna, oziroma ko gostovanje ali domena nista več aktivna, stvar ne dela. Ne? Eno ali drugo. Ne? Mislim, ti ne moš imeti gostovanja brez domene, da bi domena delovala, in ne moš imeti domene brez gostovanja, da bi domena delovala. Ne? Torej, zdaj pa dajmo. Tukaj
v SMTP server bomo dali tisto, kar je bilo prej outgoing server. V mojem primeru je bilo to s3.dnserv.com. Skopiral ga bom s3.dnserv.com in ga dal tlele noter. Tukaj le spodaj bom izbral SSL, Secure Socket Layer, to je pač malenkost bolj fajn. Tukaj le bom spremenil 4, 6, 5 v dropdownu. Pod username dajte cel email naslov, se pravi info@vitamini.si v mojem primeru, ne? Ups. In pa geslo. Torej, tukaj le gre outgoing server, celoten email naslov in pa geslo. Smo? Dajmo add account, počakamo nekaj sekund in zdaj mi on pravi, ne, poslal sem na ta email naslov en mail, ne, ki ima neko kodo noter. In zaradi tega, ker smo prej že nastavili forwarder, lahko zdaj ta mail zelo hitro najdemo tukaj le noter in ne rabimo čakati pol ure, da to dobimo. Ne, jaz ga v bistvu še nisem dobil, haha. Pogledaj, če uspem, če je slučajno. Ja, ampak na temu info smo prej naredili preusmeritev, ne, tako da v trenutku, ko bo prišel, evo ga, jaz ga že imam. Torej, Gmail confirmation, send mail as. Lahko kliknete na tale link, ne, ali pa skopirate tole kodo in jo prelepite potem v tisto. In to je to. Če zdaj kliknemo na Compose, imamo tukaj le zdaj v tem le spustnem meniju from en nov mail. info@vitamini.si v mojem primeru, ne? Kaci? Slova ni bilo ustavljeno. Okej, tlele bova mogla pa počakati, zato ker je domena toliko frišna, da je še ni. Ja, ista stvar, glej, se si bo še enkrat pogledala posnetek, pol pa, oziroma bova skupaj pol naredila. No, mislim, vsi koraki so pravilni, samo Google še ni domene tretiral kot nekaj novega. Okej, ja, kolikrat pa boš ti, ne, čekaj. A si ziher, da je to ta pravo geslo, ki si ga imela tlele v e-mailu? Spravi geslo, ki si ga nastavila kot geslo. Ziher. Okej? Ja, ne, zato te sprašujem, ker, ja. Deva enega novega. Se pravi, bom dal password, pa deva novo. Lahko dava tudi generate, pa. Ja. Presledek je bil pri strežniku. Evo, zdaj pa se samo vrneva tlele, pa počakava, da bo prišel ta mail. Ja, zdaj boš imela še varno. Ja, okej, ja. Okej, zdaj pa, če gremo nazaj v nastavitve, torej spet nazaj v settings in pa tlele accounts and import, si lahko celo nastavite, da ta mail, če kliknete tukaj na make default,
ne, da bo ta mail prvi, ne, takrat, ko kliknete potem na Compose, jaz bom zdaj tole za hec naredil, kliknil bom na Make Default in vsakeč, ko kliknem tukaj na Compose, bo from moj novi mail, ne, info@vitamini.si in ne več moj Gmail, ne, se pravi, katerokoli pošto pošiljam, bo zdaj poslana iz mojega novega maila in zmagam v kao profesionalnosti za ta mail.